knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli petek pripravili literarni večer ob noči knjige 2023. Predstavili so knjigo Orlanda Uršiča Krušni oče. Zgodovinski roman ni le literarna biografija kultnega tekstilnega industrialca in človekoljuba Josipa Huterja, pač pa odseva tudi družbeno razdeljenost Maribora nekoč. Torej, veliko teh ljudi je bilo, ki so v povojnem obdobju na nek način različne tragične, žalostne usode doživljali. Do enega bomo še prišli, ki ga zagotovo vsi poznate, pa se to ni vedlo. Skratka, na nek način mi je ta zgodba mariborskega industrijskega obraza, ki je zelo pomemben pravzaprav. Maribor je bil industrijski gigant, to je bilo desetine tisoče ljudi zaposleno, mnogo družin, otrok zraslo v tem delavskem duhu in delavskem vzdušju. To je ena taka slika Maribora, mislim, prvo, kar ti pade na pamet. Potem ta propad vseh teh fabrik po osamosvojitveni vojni, žalostne usode mnogih ljudi, bi rekel, ki so ostali na cesti. In Maribor na nek način, po mojem, si od takrat še ni opomogel, ni doživel neke katarze. Takrat, ko so vse te fabrike propadale, Mariborčani niso šli na ulico, jaz ne vem zakaj ne. En cegel ni letel nikamor v parlament. Pa vemo, kako so te tovarne zapirali, v bistvu so zato, da smo mi dobili priznanja, so razne korporacije v bistvu zahtevale, da se to likvidira. En tak primer je recimo MAN, nemški tovornjaki MAN. Oni so pač zlobirali pri politiki, da Nemčija nas bo priznala, samo pač tam mora na nek način se zapreti. Čeprav seveda je pa tudi ta, bi rekel, plansko gospodarstvo, ki je del, mislim, jasen del komunizma, seveda te ljudi tudi umetno zaposloval. Tam so bili ljudje zaposleni, so se en šalter stiskali 8 ur na primer. Res je tudi, ampak jaz mislim, da bi se dalo rešiti. In cela ta zgodba v bistvu mi je pa potem se skozi pač prebiranje malo gledaš tako naokoli, raziskuješ, ugotoviš, da v bistvu je celotno industrijo mariborsko, ampak res vse so zgradili Nemci, pa delno tudi Čehi. Se pravi, tekstilno industrijo, avtomobilsko industrijo, tam je bil tovarna letalskih motorjev, tako veste boljše kot jaz najbrž. Skratka, vse to so zgradili Nemci, celotno staro mestno jedro, to so zgradili Nemci. Ta del na desnem bregu Drave, ki sega, ne vem, recimo od starega mosta, tam še noter od bolnice malo naprej, to so vse Nemci zgradili. In pravzaprav je to tudi ena taka tabu tema, po mojem še zdaj. Ti mariborski Nemci so potem seveda doživeli tako tragično usodo, kot so jo, po drugi vojni, kot so jo tudi tu v Slovenski Bistrici. In to me je nekako pritegnilo, da v bistvu Josip Huter je bil za svoje čase neverjetno sposoben človek, torej on je zaposloval 1600 delavcev, on je zgradil Huterjev blok, kot veste, delavsko kolonijo na Pobrežju, res je skrbel za svoje delavce, torej plače so bile takrat, ne vem, mislim, da 4 dinarje na uro, pri drugih tovarnarjih, pri njemu so bile 7. Ob tem, da jih je kreditiral, da jim je, torej, mislim, res, imel je delavski svet že 30 let pred komunisti. On je res bil tudi filantrop, recimo, financiral je narodno herojino Slavo Klavoro, jo je štipendiral. Mariborski otok, recimo, financiral. Mislim, res ogromno stvari, tudi Mariborski park, res je deloval v svojem mestu, je vračal nazaj. Doživel pa seveda neko tragično usodo in to me je na nek način ta empatija in mogoče, da iztrgaš iz pozabe eno tako zgodbo, pa je vredno.